Živa, danes sem tukaj z Aniko iz Poljske in Petro iz Slovaške in ona imata kanal Foreigners Speak Slovene, če ga slučajno še niste opazili, dajte si pogledati. In danes bomo malo klepetali o tem, kako je, če si tujec v Sloveniji ali pa pač, če enostavno želiš iti delati v drugo državo in kako se s tem spopadati. Kako ste videli sploh prišli do tega, da ste prišli v Slovenijo? Jaz sem prišla zaradi ljubezni, super. Jaz isto. Zaradi ljubezni narediš veliko neumnih stvari. Dosti drug tak poprečen razlog, a ne? In koliko časa ste že tukaj? Jaz sem 5 let. Jaz sem skoraj 2 leti. In v tem času skozi govorite slovensko ali? Ne, niti ne. Večinoma angleško, ja, včasih tudi malo slovensko. Tako zelo malo, zelo. Zaradi tega ne govoriva še super dobro. To je v bistvu prvič, ko se mi pogovarjamo o slovenščini, ker je bilo enostavno vsem trem lažje žlobudrati v angleščini. Tako da ja, to kot tem. Kaj delata? S čim se preživljata? Delam na področju kadrovništva, zaposlujem, iščem ljudi za podjetja iz tujine in v prostem času delam v YouTube. Pa si kaj kot freelancer ali delaš za Freelancer, ja. Super, pa ti Anika? Ja, jaz tudi sem freelancerka, pa se ukvarjam z dizajnom in videoprodukcijo, animacijo. The best. In a je bil kakšen problem, pač, ko sta se odločila, da bosta zapustila svojo rodno deželo in odšle po svetu, pač kako sta svoje delo vzele sabo? Ali je bilo to nekaj, kar sta tukaj pogruntale, da bi rade počele, ali je to nekaj, kar sta že prinesle od doma? Jaz sem prišla na EVS, European Voluntary Service, pa sem takrat odločila, da tukaj ostanem. Zato nisem razmišljala prej, kako bi bilo tukaj. Jaz sem spoznala svojega fanta in po nekaj časa sva se odločila, da jaz bom prišla v Slovenijo in odločila sva se z enega dneva na drug dan. Dala sem odpoved v službi, kjer sem bila zaposlena za nedoločen čas in prišla sem v Slovenijo, pa nisem znala nič jezika, nič iz kulture, nič. Mogoče, če bi več razmišljala, ne bi prišla. Če ne razmišljam. Ne mislim to negativno, včasih ni treba veliko razmišljati. Samo narediti. Pri tebi je bil kaj počasnejši prehod ali? Ne, jaz sem bila v službi, pa sem imela vsega dost. Sem malo zmatrana, pa sem našla eno oferto za EVS, pa sem takoj poslala svoje podatke, pa nisem prijavila, pa dobila to zelo hitro, pa tudi sem šla hitro. Si prav načrtno zbrala Slovenijo ali si pač želela nekam iti? Slovenijo zato, ker tale oferta je bila iz Slovenije, pa jaz sem bila enkrat prej na eni izmenjavi mladih, pa mi je bilo zelo luštno, pa sem, kot sem rekla prej, sem bila zelo zmatrana. Utrujena. Utrujena. Pa Slovenija se mi zdela tako luštna, vse počasi gre, Bolj dobro. Vse gre počasi. Lahko je to dobra stvar, ne? Ja, zato sem prišla, ker meni je to bilo ful. Mogoče ljudje ne vejo, da na Poljskem, tudi na Slovaškem, v velikih mestih je zelo veliko mednarodnih podjetij in življenje je podobno kot nekjer v Ameriki, a ne? Bolj hektično. Ja, hektično, veliko dela, več prostega časa. In če to delaš nekaj let, je to dosti naporno. Obedve vajne domače države sta v Evropski uniji, a ne? A sta imele kakšne probleme pri tem, da sta sem preselile, kakšne posebne zahteve, da sta karkoli mogle prav posebej narediti ali pač vzameš svojo podjetje iz matične države, prideš sem in delaš naprej? You rather say. Jaz nisem
imela podjetja prej. Tako da si ga tukaj odprla. Ja. Si imela kakšen problem glede na to, da si tuj državljan? Mislila sem, da bo lažje. Aha. Zato, ker sem imela en loop, ker sem rabila eno stvar, ampak I couldn't get it because it was depending on this other thing, and it was like the circle of kolo. Začaran krog. Začaran krog. Začaran krog. Nisi potem, ampak na koncu ti uspela, ne? Podobno. Ampak evropski državljani nimajo or they shouldn't have težave z delom, pa nekaj tega, kakšne, ne rabijo dovoljenja. Ali pa vize, ali pa česarkoli, ne? Tako zelo na hitro gre vse. Če bi mogla dati en nasvet osebi, ki bi se rada odselila v tujo državo in tam začela novo življenje, kaj bi to bilo? Kaj bi vama pomagalo, če bi takrat vedele, ko ste se podali v to? Jaz bi rekla, da mogoče je bolje o tem razmišljati bolj realistično, je to beseda, realistično in ne sanjati o... Ja, ni imeti velike sanje, da v drugih državah je vse bolje. Cenite se imeti mleko. Ja. That's the phrase. Ja, pa če se odločiš, da hočeš imeti svoje podjetje, pa hočeš biti freelancer, meni se zdi, da je malo... I don't know even how to express it. It's a lot of bullshit about freelancing work. It seems like, oh, you just sit, drink this coffee, make Instagram picture of your coffee. It's beautiful, it's fantastic, you're so independent. Yeah. And not that many people actually consider how much work it comes, how much instability, how much your own time, energy you need to put in it. And I think it's awesome to have your own company. I love it, I love my job, Petra probably also. It's just, you can do it, but you need to know that it comes with a lot of work. And if you like to work, it's perfect. O tem lahko naredimo en cel video, prav posebej. Tako da, če bi kdo želel videti video, kakšno je življenje freelancerja, komentarji so zato tam na voljo. Ker sem jaz v istem zosu, ne? Jaz isto sem pač sama svoj šef, kar prenese svoje prednosti in slabosti. Ne? Tako da hvala vam, punce, izredno. Še na njunem kanalu smo naredili en full luškan video, tako da pejte si ga pogledati, linki šibajo tle vse okoli. Tako da, to je to, pa se vidimo naslednjič. Adijo!